Jaz mislim, da se rabimo malo nasmejati. Ne se smejati, ker si ti zajebo. Ne vem, lepo te je bilo videti danes, Jarne, kaj ne rečem. Ful si bil presenečen, da Ano poznaš. To so te neke privat stvari tukaj, ja. Zdaj je turška klobasa, tista prejšnja je bila kranjska, očitno je tukaj neka tematika, pa ne vem točno kakšna. Nekako tako. Jasno je, da je odkar obstaja kapitalizem, torej že par stoletij, vse, kar je narejeno po meri in ročno, nek nadstandard, nekaj posebnega, ne? Tudi do neke mere privilegiranega. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v posebni epizodi Kritiškega posladka v sodelovanju z Zavodom 2 na 32. Pod strehco je skupni format podcasta, kjer se posvečamo aktualnim temam na področju sodobne umetnosti, ki se odvija okoli razstavnega cikla Eno delo. Danes bomo raziskovali začetke serije Tuta avtorice Andreje Zabric. Skupaj z Zavodom 2 na 32 pripravljajo razstavo, ki se bo odprla 22. novembra v Ljubljani. Z nami tudi umetniški vodja in kurator zavoda Adrijan Praznik. Poglobili se bomo v samo bistvo dela, kako in zakaj povezuje slikarstvo z oblačili in kje med umetnostjo samo zase in uporabno umetnostjo stoji tak projekt. Z vami sta torej Reja Vogrinčič, producentka zavoda, in Jernejčuče Gerbec, ki bova vodila tokratni pogovor. Podrobneje bova poskusila osvetliti Andrejin proces, v katerem avtorica ustvarja personalizirane enodelne obleke po meri. Adrijan pa nam bo predstavil kuratorski vidik prihajajoče razstave. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušaste, dobimo se pod strehco. To je tako gabno in rigidno, da mi zdaj bruho. Umetnica oživlja to zgodovinsko referenco s poudarkom na individualnosti gibanja, vedenja in dela, ki ga opravlja posameznica ali posameznik. V nasprotju s Tajatovo idejo univerzalnega oblačila, ki bi ustrezalo vsem, se Andreja Zabric osredotoča na izdelavo kosov po meri, ki so rezultat dolgotrajnega in natančnega procesa. Ta vključuje skiciranje, raziskavo materialov, vnovična srečanja z nosilko oziroma nosilcem obleke, probe ter končno izdelavo, pri čemer se prepletajo umetniška in obrtna znanja. S serijo del Tuta umetnica obravnava preplet funkcionalnosti in likovnega delovanja. Obenem pa odpira vprašanje o razmerju med identitetami, vlogi umetnic in umetnikov ter pomenu obrtniške spretnosti kot protivteži industrijskim procesom proizvodnje. Andreja, če začneva s teboj, tvoj projekt Tuta je bil zasnovan kot reinterpretacija zgodovinskega modela obleke, ki jo je v 20 letih prejšnjega stoletja zasnoval italijanski futurist Tajat. Kako si naletela na to referenco in kako povezuješ s sodobnimi umetniškimi in družbenimi konteksti? Ja, že nekaj časa se zanimam za avantgarde, še posebej me pa zanima ta aspekt njihovega delovanja, kjer poskušajo delovati vseobsegajoče, ker se poskušajo v bistvu infiltrirati v širšo družbo, ampak zelo preprostimi umetniškimi metodami. In ta želja po tem nekem vseobsegajočem delovanju seveda tudi vključuje nek nov način, kako se sam umetnik predstavlja, kako nastopa, v čem nastopa, na kakšen način nastopa, in znotraj tega sem potem pač tudi naletela na Tajata, ki je bil futurist, kot si že sama omenila v uvodnem vprašanju. On je imel tu idejo, da se v bistvu vse ljudi obleče v enodelno opravo in da s tem doseže tudi nek učinek univerzalnosti, ne glede na njihovo ozadje. In to je bila seveda neke vrste utopija, ampak tudi totalna fantovska igra, kot je večina avantgard iz današnje perspektive, lahko rečemo. Njegov ta model je bil seveda on je bil zelo priljubljen umetnik takrat, ker je bil blazno vsestran. Seveda je imel tudi veliko občudovalcev in mecenov in njegovi somišljeniki in čudovalci, se jim je zdela ta ideja seveda fenomenalna. V bistvu je pa pač to privede do tega, da je on nekako si to tako zamišljal, da ne glede tudi na background ali pa na razred, kar pomeni, da je zanj umetniški postopek to, da če se on obleče v to in še nek delavec iz tovarne, to nekako pridonese k preobrazbi družbe. Zaradi tega tudi pravim, da v bistvu je to neke vrste utopija, predvsem pa neka vrsta igre, bi rekla. Iz te perspektive to ne jemljem tako resno, je pa v bistvu zanimivo, ker v ozadju je pa ta ideja, da se z formo lahko preoblikuje mišljenje. Torej s tem, da se človeka drugače obleče, ta človek začne naenkrat kar drugače delovati. Tako da ja, to bi rekla, da je mogoče ta moj prvi
dotik za to referenco ali pa zakaj se mi je v bistvu to zdelo zanimivo. Jaz to seveda v teh tutah, mogoče bomo zdaj tekom pogovora prišli do tega, kako jaz to potem na nek način obrnem, ker seveda gledam na to z nasmeškom, ampak tudi kritično, kako se je to dogajalo takrat v 20-ih v Firencah. Jaz bi se pa obrnil na te, Adrian. Kako se ti kot kurator vpletaš v to zgodbo? Kako je pravzaprav prišlo do izbire ravno Andreje in njenega dela? Kaj ste se z zavodom odločili za sodelovanje z njo? V bistvu, če nam na kratko opišeš, kako poteka vajno sodelovanje in v tej predprodukcijski fazi eno delo in kaj bomo pravzaprav sploh videli na razstavi 22. Na grobo bi rekel, da se vpletam predvsem kot dialoški partner. Jaz mislim, da je to nekako tudi vloga kuratorja, da se z umetniki pogovarja in da proba razumeti pravzaprav, kaj delajo. Seveda pa tudi poskusimo ugotoviti ravno prek tega cikla eno delo, kam bi lahko Andrejino tuto razvili tudi naprej. To se pravi, ne samo to, kaj je zdaj, ampak kaj bi mogoče iz tega lahko še nastalo oziroma kako bi se dalo to mogoče razviti, pa tudi usmisliti. Jaz mislim, da tudi znotraj te serije ima Andreja veliko enih dobrih nastavkov, mogoče pa jih uspemo še nekako osvetliti na drugačen način ali pa recimo interpretirati preko kuratorske ali pa v končni fazi prek diskurza, kar tudi počnemo danes tukaj. Za zavod je to zanimivo zaradi ene smeri, ki smo jo obrali, pa bi na grobo rekel razširjeno slikarstvo, to se pravi slikarstvo, ki se ne zapira samo vase, ampak se širi preko robov platna in naseljuje tudi razne druge medije, nosilce. In v tem oziru se mi tudi zdi, da je to delo izredno primerno za to, ker gre nekako iz sicer Andrejine slikarske prakse v to, da kar naenkrat postane pomemben proces, da postane pomemben tudi dialog z posamezniki oziroma posameznicami. Tukaj se mi zdi, da je v bistvu veliko tega potenciala. To se pravi, nekaj, kar je sicer slikarski miselnosti blizu, ampak jo presega oziroma prehaja v takšne in drugačne formate. Kar bomo videli na razstavi, gre za dve obstoječi deli. Kot prvo seveda za prvo tuto, prototip tute, ki jo je avtorica naredila zase, saj je tudi slikarka. In eno izmed njenih pigmentnih slik iz leta 2021. Gre pravzaprav za serijo slik, ki je pretežno nekih zemeljskih oker barv, mislim, da si tudi navedla umbra, pa tudi ultramarin se pojavlja, ampak zelo zemeljsko deluje in gre pravzaprav za neko relacijo med tem objektom in med tem, kar je nastalo v ateljeju oziroma zato, kjer Andreja to tuto uporablja. Jaz bi se pa še malo v tebi vrnil, Andreja. Mene v bistvu zanima, na kak način se ta projekt povezuje z obrtniškim delom in ročno izdelavo, ki sta zdaj pač v sodobni družbi tako postavljena na stran zaradi industrializacije in zaradi teh industrijskih procesov, industrijske proizvodnje na splošno. In zakaj se obrne ravno na obrtniško delo in odkje je pravzaprav želja, da stopiš z teh tvojih slikarskih okvirjev? Kot je tudi Reja že prej rekla, te kose izdelujem skupaj z kostumografinjo Gordano Bobojevič in Šiviljo Stanko Bobojevič in ko sem dobila idejo za to v bistvu reinterpretacijo tega kosa, tudi sem vedela, da bom v bistvu morala sodelovati z nekom, ki se spozna na material. Ta material je pač blago. Jaz se spoznam kot slikarka na pigmente in imam tam nek spekter veščin, ampak znotraj šivanja sem pa praktično laik. Glede ročnega dela je pa moje stališče nekako tako. Jasno je, da je odkar obstaja kapitalizem, torej že par stoletij, vse, kar je narejeno po meri in ročno, nek nadstandard, nekaj posebnega, tudi do neke mere privilegiranega. Če se še na kratko vrnem na to epizodo s Tajatom, kako je on pristopil k temu, je v bistvu precej zanimivo ali pa smešno. V tej svoji v bistvu furiji, da bi se čim več ljudi obleklo v to, je v bistvu k enem dnevnem časopisu La Nazione pridodal kot neko prilogo in tej prilogi je bil kroj za njegovo tuto. Naslov te priloge je bilo Tuti in tuta in v bistvu so potem ljudje, ki so kupovali te časopise, lahko kupili tudi to prilogo za 50 centov in potem jim je to doma nekdo sešil. Ponavadi pač njihova žena oziroma pač nekdo, ki opravlja reprodukcijsko delo. In to je bila v bistvu neka ideja,
kako naj bi se to distribuiralo med širšo maso. Ne. Zdaj, koliko je to vse humorno, pa koliko je vse to igre, kot sem rekla, pustimo odprto. Ampak no, pri meni je pa situacija, oziroma pri našem projektu pa situacija ravno obratna. Ne. Gre za, čeprav izhajamo iz tega zelo preprostega kroja, tudi njegov namen je bil v izvoru, da je zelo preprost in enostaven za izdelavo. V bistvu potem to prilagodimo, ne samo prilagodimo, ampak na nek način celo skiparimo, skulpturiramo za eno posebno telo oziroma za eno posebno osebo, predvsem pa za njeno prakso. Torej ne toliko za to neko identiteto, ampak prav za to, kar ta oseba počne. Skozi ta proces imamo vse, ki smo v bistvu na nek način vključene v nastajanje tute, in to je nosilka tute, jaz, kostumografinja in šivilja, spoznavamo materiale in te neke medčloveške produkcijske odnose v tem primeru na nek čist drugačen način. Če se vrnem mogoče še na to, glede na to, da sem slikarka, pa zdaj kar naenkrat govorimo o oblekah. Jaz mislim, da je tudi slikarstvo na nekem nivoju obrt. Ne? Je pač v bistvu zame je to poznavanje materiala, pri meni je to pač pigment, ključno za mojo prakso. Ne samo ključno, to je tudi na nek način vsebina mojih slik. In v bistvu, ko sem šla v to sodelovanje, oziroma ko sem imela to idejo, mi je bilo jasno, da iščem partnerico, ki ima tudi nek tak pristop do teh kosov, ki jih bomo skupaj ustvarjali. Ne? Tako da ja, ročno delo je absolutno tudi prisotno v teh, recimo temu, likovnih zvrsteh, oziroma ta umetnost, ki mene zanima, je to vedno prisotno, neka veščina, neko znanje, neka vaja, ki se lahko pač iz dela potem tudi vidi. Adrian, zdaj pa, če bi se še mogoče malo sfokusirali na ta drugi del, oziroma recimo nek bolj tehničen aspekt tega sodelovanja, kako začetne faze, kot je ta z Andrejo, pripomorejo k nekemu boljšemu razumevanju umetniškega procesa in ustvarjanju dolgoročnih sodelovanj? In nadaljevanje, torej, kaj pri tem načinu sodelovanja umetnikom omogoča bolj poglobljeno raziskovanje svojih idej in potem tudi nekega razvoja tega projekta dalje. Zdaj, mogoče tukaj za izpostaviti, da gre pravzaprav za prvo tovrstno sodelovanje v sklopu Zavoda 2/32. Seveda smo v letošnjem letu sodelovali tudi z drugimi umetnicami in umetniki, med drugim tudi z Ajdo Kadunc, pa v končni fazi tudi z Borutom Krancem, pa še drugimi. Je pa ta cikel pravzaprav zdaj nekako premierno, oziroma se bo novembra premierno predstavil in mogoče nekako še ugotavljamo, kako bo to potekalo. V praktičnem smislu pa gre pravzaprav tukaj za to, da mi že prej ugotovimo, s čim se umetnica ali pa umetnik ukvarja, kaj zanima, kaj bi tudi radi dosegli, in na vse zadnje je pomembno dejstvo tudi to, da ne gre za novo produkcijo, ampak da gre za neko obstoječo delo. To se pravi, poskušamo res ugotoviti, kje je to interesno polje in kakšna je pravzaprav ta podpora, ki jo določen avtor ali pa avtorica potrebuje, da razvije to vizijo, umetniško vizijo do neke želene mere. Ne? Tukaj pa seveda je treba tipati, se mi zdi, da ne gre za to, da so to že vnaprej oblikovane oziroma popolnoma jasne smernice, seveda pre enih bolj, pre enih manj. Se mi zdi pa pravzaprav, da ta cilj oziroma to, kar bi radi nekako s to metodo prepeljali, je pravzaprav, da mi se o tem, kar bomo delali prihodnje leto, pogovarjamo že zdaj. To se pravi, že eno leto prej. V nekih idealnih primerih pa se to še nadaljuje. To se pravi, da se z razstavo ne konča sodelovanje, ampak da se v bistvu s tem šele ugotovi, kaj je potrebno narediti oziroma kam lahko peljemo še te ideje, do kje jih lahko pripeljemo, do kje jih lahko razvijemo in na vse zadnje, da jih uspemo tudi čim boljš predstaviti publiki. Andreja, mene zanima nekaj kot kuratorja. Materialnost tvojih del, tudi prej, ne samo tuta, ampak tudi pigmentne slike, pigmentni objekti in tako naprej, igra skoraj vedno pri tebi neko pomembno vlogo. Mislim, da tukaj skoraj da ni neke naključne izbire. Ne? Kako izbirati tkanin ali pa tehnike izdelave vplivajo na sporočilo, ki ga želiš posredovati? Oziroma, kako se ta fizičnost materialov povezuje pravzaprav s temami, kot so identiteta, telo ali pa recimo zgodovina, to se pravi, ko se navezuješ na avantgarde in tako dalje. Ja, mislim, kot si že sam rekel, je zame v bistvu material skoraj da vedno izhodišče ali pa prva misel, ko se lotim neke nove serije.
In tudi z tkaninami je tako. Pač vsaka tkanina, vsak material, ki ga uporabljamo, ima neko svojo zgodovino, ne? Ima neko svoje ozadje, ima nek svoj čas, ima v bistvu neko svojo logiko, ki ni ista logika, kot jo imamo mi, se mi zdi dostikrat, ki se pač največkrat izraža skozi jezik. Ta logika teh materialov je v bistvu svojstvena in ima zelo konkreten vpliv. Recimo, če se zdaj ustavimo dejansko pri tej seriji tuta, pač vsaka tkanina je drugačna na dotik, vsaka tkanina ima nek svoj set karakteristik, bom rekla, in če smo dovolj potrpežljivi ali pa pazljivi ali pa nekako, da gledamo, ne samo gledamo, ampak da tudi čutimo stvari okoli sebe in se znamo prepustiti materialnemu delovanju, potem mislim, da to ima vpliv na nas vse. Seveda nek tak pristop, kot sem rekla, pač zahteva tudi dostikrat neko upočasnitev in občutljivost na svet okoli nas, ki nas obdaja. Ampak mogoče me najbolj to zanima, kako so že veliko, v bistvu, dostikrat rada rečem, da v materialu je skoraj vse razen ene stvari in to je naracija. In to vse ostalo me dostikrat bolj zanima kot ta naracija. Naracija nekako nastane skoraj kot nek, se temu že reče, no? Naracija nastane kot neben efekt. No? Kako je to v slovenščini? Stranski učinek? Tako, ja. Naracija v bistvu na nek način skoraj stranski učinek zame, bi rekla. Ne? Vsi te ostale informacije so pa prisotne. Te funkcije za oblikami, ki kot neke silnice v resnici delujejo veliko bolj. A lahko mogoče kot podvprašanje poveš še kaj o tuti, ki jo bomo videli v prostoru 2x32? Seveda, to je, kot si že sam omenil, prva tuta, na nek način je to v bistvu prototip, narejen po meri mojega telesa, predvsem pa po meri moje prakse, torej slikarske prakse. In k temu sem v bistvu pristopila zelo, kako ne rečem, na prvo žogo morda. Jasno mi je bilo, da bom uporabljala nek material za tuto, ki bi se načeloma lahko uporabljal tudi v slikarstvu, čeprav sama slikam na les, tako da je skoraj da nek romantičen trenutek, da si za tuto potem izberem dejansko platno oziroma naravni lan, ki se ga načeloma tudi napenja potem na okvirje. In odrezana je popolnoma naravnost, isto kot pač v bistvu je Tajat to začrtal za svojo tuto. Ima 2 žepa, za razliko od njegove tuta ima tudi 2 žepa, to je res, ki sta ušita in v tuto se v resnici zleze, kot da se jo diagonalno odpre in ko se jo odpre, ima noter podlogo iz črnega bombaža in glede na to, da je v bistvu diagonalno rezano zgoraj, ko se odpre, nastane nek trikotnik, kar spet na nek način sugerira mogoče ta nek avantgardistični oziroma konstruktivistični moment noter. Ima tudi ruski ovratnik, ker recimo pri Tajatu pač mislim, da ni ovratnika, ne, da mislim, sem prepričana, medtem ko pa recimo pri Rodčenku, ki je bil tudi ena izmed figur, ki me je zanimala, še posebej v bistvu njegova partnerica Vara Stepanova, ki je oblačila te ruske konstruktiviste, ne, tudi oni so imeli enodelne obleke, ampak oni so se bolj razumeli kot inženirji. V glavnem, v bistvu je neka mešanica temu Rodčenkove oziroma od Varvare Stepanove dizajnu pa Tajatovem dizajnu plus neke malenkosti, ki so v bistvu potem samo naše od nas treh, od Ševiljo, kostumografinjo in mene. Ampak ja, ta neka povezava s slikarstvom se mi je zdela pomembna in to sem nekako potem naredila skozi platno. Je pa tudi ena stvar, ne vem, kako je to pri tebi, ker vem, da si tudi slikar, ampak recimo, ko sem šla v atelje, sem se najprej preoblekla. Zdaj, v kakšno obleko sem se preoblekla, pustimo zdaj ob strani, ampak je vedno ta nek moment, prihajam v neko novo obliko dela, ne, in zato potrebujem tudi nek tak twist v resnici. In najlažje se to zgodi z oblekami. Isto pač, ko grem ven, se drugače oblečem kot to, ko sem doma. Neki taki majhni premiki v bistvu dost vplivajo, se mi zdi, na to, kako dojemamo delo, kako se obnašamo v tem delu. Da je pač to je nek tak, mora biti kot nek mali premik. No. In mislim, da ta tudi v tej razstavi, ki bo oziroma v tem eno delo situaciji, me zanima, če bo to prišlo na tak način do izraza. Ne. Ti zdaj si govorila o teh premikih, malih premikih, velikih premikih, o teh spremembah in nekaj si že razlagala o tem procesu, kako je nastajala ta tuta. Tudi videti je, da si veliko stvari premislila. V bistvu bi te prosil, če malo poveš, kako je šel ta proces od tega, da si ti začela razmišljati o tuti sploh, kot o oblačilu in o delu. Kako je prišlo od tega
dobila si inspiracijo, dobila si to tudi, kar sklepam, verjetno skroj se da še dobiti od Tajata. Kako je zdaj šel ta proces od tega, kar je on naredil in do tega, kar si ti prišla, tudi kako si sodelovala z vsemi drugimi deležniki, torej z obema krojačico in snomografinjo? Jaz sem v bistvu prišla tja s tem tako rekoč izrezkom iz La Nazione, iz časopisa, kjer je pač zelo jasno pojasnjeno, kako se ta tuta izdela. In sem rekla, da bi jaz rada nekaj podobnega, ampak da je v bistvu to narejeno po moji meri, in potem smo se v bistvu tudi začele pogovarjati o tem, zakaj me to zanima. Bilo je v bistvu na nek način smešno, zato ker najprej sem šla do šivilje, kateri hodim drugače že, ne vem, 20 let, oziroma 10 let, oziroma že moja mama je hodila k njej in obstaja že neka povezava, od prej. Potem je pač, ko sem jaz to prinesla, je ona rekla, ja, jaz ne razumem, kaj v bistvu ti hočeš s tem. Zakaj je, mislim, kaj ne bo funkcija tega, zakaj bi kaj takega nosila. In potem je ona v bistvu, kar hočem povedati je, da so te ideje na začetku precej abstraktne. Jaz nikoli ne grem v nek projekt s tem, da imam najprej neko kritično misel in potem poskušam tej kritični misli prilagoditi nek umetniški jezik. Jaz vedno izhajam iz tega, kar si ti mogoče naslovil inspiracija. Jaz bi pa mogoče rekla neka potreba po nekem izrazu, ki ni tako racionalna in ni zdaj nekako, ok, jaz bi pa rada kritizirala to, pač jaz ne znam delati na tak način. Jaz vedno izhajam iz neke iskrice med nečem in potem začnem razmišljati to dalje in tako naprej in tako naprej. In najprej se seveda vprašanje, kako bom to rešila na nekem vizualnem spektru, torej z svojim znanjem, ki ga imam, ali pa če ga nimam, kako bom med ljudmi nekako poiskala to neko mojstrstvo. In pa sem pač seveda pristala pri šivilih, kateri, kot sem že rekla, hodim več let, in potem smo izdelali to prvo tuto, na kar sem to pokazala svojim kolegom in kolegicam, brez kakršne koli v bistvu sploh, recimo temu, vizije, kam naj bi šla s tem. In potem so oni rekli, ja, zakaj pa ne narediš še zame eno? In tako se je javljalo čedalje več oseb. Jaz sem potem mogla seveda poiskati sredstva za več tudi, ker pač tute so te naše, so seveda zelo drage v produkciji, zamudne, če se izražam na vse te, če pogledam to iz tega negativnega v narekovaju aspekta, pač terjajo svoj čas, potrpežljivost in tako naprej in tako naprej. Tako da v bistvu ta projekt ne more obstajati brez nekih sredstev podpore, produkcijske podpore. Itd. Čeprav je pač nekaj, kar potem nosilke seveda tudi uporabljajo v svojih praksah. Zdaj imamo pisateljico, performance, glasbenika, pač vsi so nekako to moji sodelavci dejansko. V bistvu v končni fazi gre dejansko za delovno obleko. Pri tem projektu tudi, jaz v bistvu razumem to kot nekaj, kar je precej dolgotrajnega, torej pač ta izdelava, to, da se pač odloči umetnica za neko osebo oziroma gre v to sodelovanje, pomeni pač nek precej dolgotrajen proces. Zdaj v tem času se je pač zgodil že kar nekaj teh sodelovanj oziroma pač teh izdelkov oziroma ne vem, kako bi se lahko to pravzaprav kosov, evo. In mi smo se, oziroma Adrian, ti si tukaj v nekem pogovoru z umetnico, pravzaprav pač si se odločil za neko razstavljanje tega prvega elementa oziroma prvega kosa. In kako mislim, razumem, da tukaj gre nekako za predstavitev same te prakse tega dela, ker pač vemo, da pri Andrejini praksi gre pravzaprav tudi za nek tak velik slikarski element. Tu bo nekako sopostavljena pač ta del in tuta in pač to slikarsko delo, ki je bilo že prej omenjeno. Zakaj sta se odločila nekako za to sopostavitev? Prej, ko sem malo preletela tvojo spletno stran, pa mi je bilo zanimivo to, da pač v bistvu pri sami dokumentaciji teh tudi so običajno pač te izseki in te elementi tega tekstila, tega oblačila, pa običajno fotodokumentacija te osebe, ki to nosi. In je v bistvu pač ta sopostavitev v to vrstnem arhivu ali pa tem dokumentu drugačna od tega, kar se bo recimo pač tu zgodil v tem prostoru galerije. Okay. Mogoče je za oba vprašanje, ampak tako začela bi, ne vem, čisto kompleksno. Jaz mislim, da v tem primeru gre pravzaprav za to, da delamo iz tega, kar je.
Zato bi rekel, da to, kar bo na razstavi, služi bolj v obliki artefakta. Čeprav tako, kot smo se tudi pogovarjali, oziroma Andreja, kot si ti govorila, da so te avtorje, kolegi, kolegice, ko so te prosili, da bi pa oni tudi imeli neko tuto in tako naprej. Se mi zdi, da pa je marsikdaj mogoče tukaj tudi poudarek ali na uporabnosti, lahko tudi na procesu nastajanja tega dela, ker se mi zdi, da vseeno je pri tuti pomembno tudi čista specifična narava, narejena za potrebe nekoga, neke osebe. Ne? Zdaj v našem primeru bo to v obliki eksponata predstavljeno tudi zelo pragmatičnega razloga. To se pravi, ne gre za neko novo produkcijo, ampak radi bi vzeli neke elemente, ki so obstoječi in se v to obstoječe poglobili, zazrli in probali videti, ali bi bila mogoče tukaj možna še kakšna drugačna predstavitev oziroma kateremu izmed teh elementov bi dal poudarek. Recimo meni osebno se je zdelo pomembno pri takih projektih pravzaprav tudi to, da imaš neko dokumentacijo, fotodokumentacijo ali pa lahko tudi se gre v bolj performativno prakso, ampak mislim, da je to bolj vprašanje nadaljevanja tega projekta in ne toliko te začetne predstavitve, ki je predvidena za prostor 2x32. Mogoče še tebi malo prepuščam. Ja, jaz v bistvu lahko samo dodam, da sem to obliko razstavljanja že preizkusila in ko sem razstavljala v bistvu res kontekstu nekega, imamo prostor in v prostor postavljamo objekte na relativno klasičen način, so bile v bistvu tudi vedno razstavljene tako, da so enostavno visele na steni, kot bi bil pač nek tak najbolj organski način, da se neko oblačila nekam da, kjer nimaš obešalnika, nimaš omare, lahko si jo zložiš recimo na tla, ne? Ampak nekako mi je všeč, da to visi kot neko kako ne bi temu rekla, sem že reči ogrodje, čeprav pač to ni lih najboljša beseda, zato ker so narejeni iz tkanin, kot nek mogoče, recimo temu kot nek duh ali pa kot nekaj, kar bi lahko bilo potencialno tudi v izložbi, brez lutke, torej v bistvu ima nek moment, to se lahko morda še aktivira. Teda v umetnostni zgodovini obstaja zelo veliko primerov, kako so se pač umetniki sami sebe nekako inscenirali in kaj so potem s tem počeli, torej imamo neko zgodovino razstavljanja oprav oziroma oblek avtorjev in predvsem avtorjev, mogoče malo manj avtoric, in da pa to pride zdaj skupaj z nekim slikarskim delom, to bi pa v bistvu nekako pustila prto. Kot sem rekla, zame je to, ta dva kosa nekako pašeta skupaj, mogoče zelo na neki taki zelo na nekem zelo reprezentativnem nivoju, kar ni nujno moj klasičen pristop k neki razstavi. V bistvu nekako stremim k temu, da se temu načeloma izogibam. Ampak v tem primeru, glede na to, da je pač ta praksa, če se tuta ne uporablja, torej če jo ne vidiš na koncertu, ko jo nosi nosilka tute, ali pa na nekem branju, ali pa na nekem performansu, je cel ta projekt dost skrit v resnici. Na koncu, kar se vidi, je v bistvu nek kos oblačila in mislim, da glede sodelovanja z zavodom mene osebno kot umetnico najbolj zanimalo, kam vse lahko to gre, ali je sploh potrebno, da se take stvari razstavijo, ali v bistvu naredimo nek arhiv v obliki, ne vem, leporela, ali pa se gremo pogledati tudi celo nazaj v te avantgardne prakse, kaj bi se dal v bistvu narediti s tem, ali pa v bistvu samo ne vem, dokumentacija, iskreno povedano, je zame nek problematičen koncept znotraj tega, ker nekako se mi zdi, da je vse potem tako, ne vem, zaspano ali pa ugasnjeno ali pa nekako tako, ampak... Lahko je tudi inscenirano, recimo. Ja, bi pa jaz rekel, če še malo dodam, se mi zdi, da tudi ta element, ki se mi je zdaj zanimiv, je v bistvu to, da na ta način se tudi mogoče opozori na delo, pa ne mislim umetniško delo, ampak mislim na delo, ki ga upravlja umetnica ali pa umetnik. In se mi zdi, da v bistvu mogoče tudi to en razlog, zakaj to dvoje skupaj imeti. Nekaj je nastalo, ampak zato, da se je nekaj zgodilo, je bil potreben nek vložek, časovni, nek angažma, da je do tega dejansko prišlo. Lahko temu tudi tako rečeš, ja. Ti si vedno tako neromantičen v svojem izražanju. Vse prav. Pa bomo zaključili v takem tehnično... Neromantično, a res, s tem se lahko že prej odreže. Lahko odreže, jaz nimam nobene replike na to, lahko on, ko ima zadnjo besedo, če hoče. Vsem poslušalcem in poslušalkam pa se zahvaljujemo za pozornost in upamo, da ste uživali v pogovoru in da boste spremljali nadaljevanje tega projekta.
Podcast Podstrehca lahko najdete na vseh večjih in manjših platformah, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Ne pozabite se naročiti in deliti epizod na svojih omrežjih. Veseli bomo tudi vaših hval in graj ter drugih komentarjev. Hvala še enkrat vsem. Najlepša hvala tudi Emi Kobali in Urški Bajec-Košmerl za glasbeno podlago, ki nas spremlja skozi intro in avtor tega podcasta. Slišimo se naslednjič. Ne gremo kar naprej, da ne bo pol Maša to poslušala in to obolevala zraven. Boga, Maša, radi te imamo. Tako je. Hvala za vse jingle, intre, outre In vse ostalo. oddelane ure. Ne pozabimo tudi na to. Ja. Dajmo to, ko končamo, Ja. da ne bo to vse Maša poslušala. Pa Maša, sorry. Se opravičujem. Sorry. Mislim, a smo zdaj končali, ne? Še ta outro imamo. A moramo reči dio? Čau. 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 Čau.